Lepo pozdravljeni, tukaj je novi napovednik za novo oddajo Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije. Z menoj ponovno krasna, izjemna in srčna sogovornica Andreja Cepuš, ki je avtorica knjige Vrt ljubezni. Pogovarjala sva se o rodovnih posestvih na Slovenskem in kakšno moč v resnici nosijo za današnji čas. Andreja, ključni poudarki, lepo pozdravljena iz najine oddaje. Kaj sva povedala za naše gledalke in gledalce? Ja, pozdravljen, Dejan, hvala. Veliko sva povedala danes, mogoče ključni poudarki iz rodovnih posestev, da je v času, v katerem smo, spet ključen stik z naravo, zaradi tega, ker nam obuja skrite moči, ki jih nosimo v sebi, prebuja naše staro znanje, daje nam nov smisel ali pa obuja smisel življenja, in rodovna posestva nam dajo to priložnost ali pa to možnost, da z njimi gradimo ekosistem, ki bo ocelovitil spet nas ljudi in ki bo krepil našo naravno inteligenco, sploh v času, ko se krepi umetna inteligenca. Mogoče tako bi rekla, no? Tako, res zanimiv pogovor. Veliko sva povedala, še nagradna igra, bo za tole krasno tvojo knjigo Vrt ljubezni, tako da sodelujte tudi na Facebooku Ljubljana TV. Hvala, draga Andreja, za vse povedano, vse predano in se kmalu srečava. Hvala, Dejan. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci. Glejte nas ta ponedeljek ob 17. na Ljubljana TV. Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije. Z nami in nocoj je ponovno krasna, srčna sogovornica Andreja Cepuš, ki je avtorica knjige Vrt ljubezni, odkrivanje rodovnih posestev na Slovenskem. Ravno tak je tudi naslov najine oddaje oziroma pogovora. Andreja je torej avtorica knjige Vrt ljubezni, knjige o rodovnih posestvih na Slovenskem, ki nam na svojstven način predstavi 11 rodovnih posestev ter v nas obuja spomin na celovitost življenja v povezanosti z naravo. Je univerzitetna diplomirana komunikologinja, ki deluje na področju tržnih komunikacij v Hisense Gorenje Europe d.o.o., hkrati pa je povezovalka dogodkov ter pobudnica in aktivna soustvarjalka v iniciativah, ki doprinašajo k bolj vključujoči ter sodelovalni družbi ter dvigu zavesti v njej. Zasnovala in soorganizirala je inovativno konferenco o voditeljstvu World of Synergy, pobudo Glas Celjank, Glas Slovenk, bila pobudnica Women Economic Foruma Slovenija in en mandat predsednikovala v mednarodni organizaciji All Ladies League slovenskemu poglavju. Andreja je vodila tudi ženske kroge, intuitivne plese ter participativno povezovalne delavnice in organizirala občasne retrite doma in v tujini. Zase pravi, da je povezovalka besed, dogodkov, ljudi in svetov. V zgodbah vidi umetnost ustvarjanja družbe ter sveta po srčni meri in podoboslovje razume kot avtentični izraz srčnega glasu. Navdih črpa iz narave, v srcu pa vidi vrata za vstop v veliko bolj harmonično resničnost. Najdete jo tudi na spletu v zgodbi 3x srčni-marketing.si. Prisrčno pozdravljam v naši družbi Andrejo Cepuš. Pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljen, Dejan, in hvala za to lepo predstavitev, povabilo. Ja, z veseljem. Tako kot sem napovedal, se bova danes pogovarjala o rodovnih posestvih, pa mogoče za naše gledalke, gledalce, ki še ne poznajo, kaj sploh je rodovno posestvo, kakšen je namen tega posestva. Ja, rodovno posestvo je koncept, s katerim sem se jaz spoznala v zbirki knjig ruskega avtorja Vladimira Megreja, Anastasija, Zveneče cedre tajge, v bistvu je naslov zbirke. In tam je ruski poslovnež, ki je tudi avtor knjige, srečal sibirsko puščavnico Anastasijo in njemu je začela predajati modrosti, ker živi še zelo
povezana s prvobitnimi viri in njena pripoved ali pa njena modrost je, da vidi rešitev za ta svet v rodovnih posestvih. In kaj to zdaj pomeni tehnično, bom zdaj na hitro sam tako opisala, tehnično je to 1 hektar zemlje, kjer je nekako ukomponiranih več elementov in to je recimo en del tega hektarja naj bi predstavljal gozd, en del sadna drevesa, en del vrt, fajn je ta vrt po možnosti pač permakulturno oziroma čim bolj naravno, sonaravno nekako obdelan ali pa ustvarjen, zemljanka, ribnik, čebeljak in vsi ti elementi pa naj bi bili zavestno postavljeni ali pa soustvarjani z naravo na tak način, da se podpirajo en med drugim in da ustvarijo nek tak celosten ekosistem, ki uspe preživljati eno družino. To je recimo en tak tehnični vidik tega rodovnega posestva. Na njem je lahko tudi dom, hiška ali pa ne, ker recimo nekdo živi gor na rodovnem posestvu, eni pa tudi ne, pa samo ustvarjajo. Ampak ta del ne bi predstavljal samo en majhen delček v resnici, hiška je samo en mali delček, vse celota pa je dom. Tako da hiška je samo en mali delček doma. Drug vidik rodovnega posestva je to ni običajna, recimo pri nas bi rekla kmetija ali neko tako posestvo, ne, ampak gre bolj za zavestno soustvarjanje z naravo in da ko ti z naravo te elemente proučiš, ki je najbolj, da ti kaj raste na tvoji zemlji, dobiš nek nov stik s tem, nek zavesten stik in to začne osmišljati tvoje življenje na drug način. Ti začneš svojo naravo krepiti, intuicijo, odnosi naj bi se na tem področju tvoji izboljšali. Prvič sam s sabo, drugič z družino. Če se izboljša z družino, ne bi vplivala na družbo, družba vpliva na državo, na svet. In v bistvu človek v takem okolju, ki deluje za njega, postane spet nazaj celosten. In to je tisti ključni mogoče vidik rodovnega posestva, da obuja nazaj celostnost našo. Celostnost in povezavo s seboj in da se mi v bistvu harmoniziramo na vseh nivojih in naše odnose in potem živimo bolj, bomo rekli, iz stika s seboj, iz zavesti, ne pa toliko iz uma, iz nekih vzorcev o življenju, ki smo jih bili naučeni. In zdaj veliko ljudi se vrača k naravi. Ogromno ljudi se vrača k naravi in narava jih v bistvu, ko se vrača nazaj, uči ali pa spominja na to, da smo ta stik že imeli, pa smo ga izgubili. Pa tudi nas pa uči odučiti se stvari. Ravno to, kar si rekel, ti vzorci, pa v bistvu nas sooči. Sooči nas z vsemi vzorci in prepričanji in nekimi iluzijami, v katerih se počutimo danes zelo udobno. In narava te kar tako, bom rekla, sleče. To niso vse enostavne zgodbe, ti z naravo soustvarjati pomeni, da moraš nekako nazaj se vračaš k resnici, tisti univerzalni resnici. Temu izvoru v sebi, kdo v resnici si. Ja. To je tisti ključ. V naravi ni, temu se reče, fejkanja. Narava te sooči z resnico in resnica je pa tudi to, da danes živimo precej v nekem lagodnem življenju še vedno. Da smo vajeni ugodja. Razvajeni, vse hočemo imeti na dosegu roke. Ja, in tudi imamo vse dobrine. Tam pa vprašanje, če smo srečni zaradi tega, bolj verjetno ne. Tako. Jaz zdaj poznam ravno iz te zgodbe kar nekaj ljudi, ki pravijo, da se je bilo treba odpovedati kar enemu delu življenja, ki so ga poznali do zdaj, ampak da ne bi nikoli več zamenjali, ker so pa v novem zdaj delu toliko novih smislov odkrili, ali pa tak smisel jim je to dal, ta vez z naravo, to drug način bivanja, da je enostavno vse drugo zgine. Nikjer jih ne najdeš toliko, ali pa ne osvojiš toliko smisla, kakor v stiku z naravo. Ok, Andreja, odkot navdih za tole knjigo, Vrt ljubezni, ki sva jo omenila, to je tvoja nova knjiga, Prva. Odkot ta navdih za to knjigo?
Malo sem že omenila to prvo Anastasijo, no, te knjige ruskega avtorja, ki so prišle tudi v Slovenijo leta 2004, mislim, da prva izdaja. In takrat so tudi prvič prišle do mene. In ko sem jaz začela to brati, jaz sem jih takoj začela brati, moje telo je kar vibriralo, ker jaz sem začutila, da je za tem, čez te besede predana velika resnica. In to ni resnica sam iz tega območja sibirskega, ampak je to univerzalna resnica, ki je povsod v nas in da je to isti vir. In mene so takrat zelo navdihnile, da sem si zaželela tudi sama košček zemlje, da bi tudi sama začela na ta način ustvarjati. Pol pa se zgodi življenje in mi ni uspelo takrat nek košček zemlje dobiti, ampak ta knjiga me je pa navdihnila, da sem vedela, da to obstaja. In nekako mogoče so se moji čuti odprli za slovensko območje, tako sem spremljala malo stvari iz tega področja. Ampak vmes pač so bile druge stvari, ko se je pa korona začela, so me pa spet te knjige prišle pod roko, spet sem jih začela prebirati in ugotovila, koliko smisla je v tem, da je to res rešitev. In sem opazila, da se zbirajo ljudje v Sloveniji, ker te knjige so navdihnile cel svet. In vedela sem, da se v Rusiji že ljudje ustvarjajo ta posestva, da so po drugih državah. No, v Sloveniji sem pa našla ljudi, ki so se srečevali kot bralci te knjige. Srečanje bralcev te knjige, so skupaj brali, so se dobivali enkrat mesečno. In sem, ko grem pogledati, sem se pridružila in mi je bilo zanimivo videti te zgodbe. Spoznala sem osebo, ki je že ustvarjala to posestvo pri nas in potem sem imela, kakšni dialogi se tu, kako si ljudje predajo znanje, da je nek tak konstruktiven dialog se odvijal in mi je bilo zanimivo, všeč. In pa sem šla pogledati na to rodovno posestvo. In ko me je skrbnica tega posestva popeljala čez vse elemente, me je pa čist, tako bom rekla, presun ali pa nekako sem doživela, kaj to pomeni v realnosti, v tako resničnosti, utipljivem. Ni mi bilo več nekaj iz knjige, ampak mi je bilo to utipljivo. Življenje je pa naneslo, da so te zgodbe nekako začele prihajati do mene, mene je to zanimalo in v enem trenutku je bilo zanimivo to, da mi je še preden sem jaz razmišljala, da bom knjigo napisala. Ena, ko sem bila tudi pri njej na posestvu, pa niti nisem še razmišljala, da je to kako rodovno posestvo, ampak ima povezavo z kamni zelo močno. Jaz sem ji rekla šepetalka kamnov in dobiva sporočila preko kamnov za ljudi. In meni je takrat ona rekla, veš, Andreja, ti moraš pisati. Moraš pisati nekaj o ljubezni, o vrtu, zgodbe bojo in ona ni imela pojma, ne jaz. Ona ni imela pojma, kaj mi je povedala, jaz pa še manj. Jaz ne vem, o čem bi sploh pisala. No, čez pol leta, ko se je pa meni ta zgodba odvila, da sem bila na teh srečanjih in mi je še tam ena ženska rekla, ti bi pa morala knjigo o tem napisati. So se pa meni vsi koščki zložili in jaz sem samo tako vedela, ja, v bistvu jaz res lahko, jaz čutim, nimam sicer vrta, nimam posestva, ampak jaz čutim, jaz vem, o čem oni govorijo, jaz vem, kaj to pomeni. Tako da imam neko staro vedenje o tem. Da imaš to za predati temu svetu. Ja, in jaz lahko dam pa, kar je pa moja naloga, je pa da lahko dam temu glas. Pa še to sem videla, ker sem spoznala te zgodbe, vsaj eno od teh ali pa dve, se mi je zdelo, da je preveč modrosti v njih, da ne bi bile slišane širše. In sem rekla, če pa lahko jaz kaj temu doprinesem, da se slišijo širše, je pa to, da dam temu glas in sem začela pisati. Odlično. Bova midva nadaljevala čez nekaj trenutkov, tako da se vidimo kmalu. Lepo pozdravljeni v drugem delu naše oddaje Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije. Z nami nocoj krasna izjemna sogovornica Andreja Cepuš. Pogovarjava se o rodovnih posestvih na Slovenskem, kaj njihov namen. Tako da zdaj greva mogoče, Andreja, na to temo, naravna proti umetni inteligenci. Vemo, zdaj je ta umetna inteligenca na pohodu, seveda nam lahko tudi doda marsikaj dobrega, ampak vendarle obstaja veliko pasti verjetno tukaj. Tako da, kako ti vidiš to situacijo trenutno v svetu, kaj se zdaj dogaja, kako ohraniti človečnost, ta stik s srcem, da dejansko bo človeštvo preživelo, ker vemo, da lahko se zgodi, da se tudi uničimo. Ja, res je.
umetna inteligenca, jaz ne vem, mene je včasih kar malo strah, priznam, ker se mi zdi kar to, kar se vse tu, s kako hitrostjo se odvija, pa kaj vse je tu, ne, je res veliko pasti za človeštvo. In zato jaz pravim, da bolj, ko se krepi umetna inteligenca, bolj moramo razvijati našo naravno inteligenco. Ker v naši naravni inteligenci je takšna moč. Mi vse to v resnici, ta vedenja in znanja nosimo v sebi. In bolj, ko se povežemo s sabo in bolj, ko se povezujemo z naravo okrog sebe, tu je največja inteligenca in te umetna inteligenca ne more nadomestiti. Niti je ne more presežiti. Se strinjam, ja. In pomembno je, da zavestno upravljamo z umetno inteligenco in zavestno moramo pa krepiti našo zavest. Krepimo jo pa z spodbujanjem naravne inteligence. Ker če bo vse umetna inteligenca razmišljala namesto nas, naše misli, jaz mislim, da se lahko polenijo še bolj, kot so že lene. In izgubimo, pravzaprav nam jemlje moč. Mi pa se moramo zavedati, da smo mi kreatorji svojega življenja, da smo mi tisti, ki imamo največjo moč in največjo moč nosi srce. Srce, ki je poravnano seveda mora biti poravnano z našim umom. Da je v koherenci, ne rečejo. V koherenci, ja. In naš pa spreminja lahko, ali pa ga lahko krepi v pravo smer stik z naravo, ki nam daje tiste impulze, da nas spominja na stvari in ki jih nosimo, v resnici jih naše telo še nosi v sebi. Mi imamo v celicah zapisano še stare modrosti, znanja. In rodovna posestva botrujejo temu, da nam aktivirajo ta del v telesih. In če mi zavestno vzpostavljamo ta stik, recimo ena od ključnih stvari je tudi, kako posejati seme. Mislim, lahko to delamo, lahko ne, ampak je lepa zavestna povezava z naravo, da seme, preden ga posejemo, damo pod jezik. In recimo, če bosi stojimo na zemlji, zato da imamo ta stik z zemljo in damo seme pod jezik, seme iz naše sline črpa vse informacije o našem telesu. Ko tako seme posadimo v zemljo ali posadimo, bo iz zemlje črpali točno tiste elemente, ki jih naše telo potrebuje za zdravje. Torej informiramo to seme. Informiramo. In rodovno posestvo je točno na ta način ustrojeno. Ni treba vsako seme, ker je lahko preveč, ampak vsaj eno iz tega, pa bomo imeli drugo povezavo s to rastlino in z elementi posestva in vse to bo delovalo za nas, nas spominjali in to je inteligenca. To je naravna inteligenca. Plus, še ena ključni element je recimo drevo. Ima in korenine in krošnjo. Če posadimo rodovno drevo, tako rodovno posestvo je fajn, da ima rodovno drevo, je tudi en element, mogoče nisem prej rekla, ampak to povezuje moč, korenine vemo, da povezujejo načeloma prednike, s predniki smo preko korenin povezani. In krošnja je za prihodnje rodove. Mi prednikom prevečkrat damo negativno konotacijo, kaj vse slabega so nam zapustili. Ampak v resnici, ko ves ta balast gre, ko se te vzorce prečistimo, ko se osvobodimo travm, ko jih predelamo, destiliramo eno veliko modrost lahko iz tega. In to je moč, ki nas podpira za življenje tu in zdaj. In zato moramo prednike dati na pravo mesto. Če jim posadimo drevo prav s tem namenom, bojo imeli eno oprijemljivo točko, ta dušna esenca njihova, skozi katero bo nas podpirala v tem življenju in hkrati bomo mi s tem dajali za svoje rodove naprej pravo informacijo, krepitev te naravne inteligence. In to je velika moč, ker se nam bojo začela, možganske celice bojo dobivale, mogoče bojo aktivirale tiste povezave, ki zdaj spijo. In tudi to rodovno posestvo vpliva na to. Zato bom rekla, da je to ena rešitev zdaj v tej špuri z umetno inteligenco, da krepimo ta del. To je zelo močno. Zelo močno, ja. Res ta naravna povezava, ki je vse energija. Vse energija. Vse energija. In te točke, ko sem jih jaz obiskala po Sloveniji, ker mene je pol življenje vodilo, jaz sem bila navdušena nad tem, da to obstaja tudi v Sloveniji, da so ljudje začutili resnico v tem in da ustvarjajo take ekosisteme, ki jim bo to omogočalo se vrniti nazaj k sebi, krepiti
predniško moč za nove rodove v tem trenutku, da osmišlja, se to gre korak za korakom, ampak ko si rekel vsa energija, tu so zelo močne energijske točke. Tako, in Celje menda pa ta kozjansko, pa štajerski del menda srčna čakra, ne? Slovenije je najbolj ta vibracija prisotna Je trenutno. zanimiv, ker res največ teh posestev našla prav v tem delu, štajerskem, kozjanskem, največ in neki tudi, in je res, to je srčna čakra Slovenije, tako da ima svoj smisel, plus ugotovila, da je tu še zelo živa, kako bom rekla, ta zavest o skupnosti, da tu ljudje so zelo še povezani med sabo, da nosijo, da je zelo brbota, prav čutim, da se to skozi zemljo gor dogaja, skozi ljudi, skozi zemljo. In tu, jaz, ko sem to nekako doživela, meni se je tako upanje za nas odprlo, da je svetloba. Ta svetloba ni vidna na prvo žogo, to ni vidno v medijih, to ni vidno v teh zgodbah, to je vidno skozi ljudi, skozi zemljo prihaja sprememba. Torej, intuitivno v bistvu mi zaznamo, ne, sploh če smo odprti, dobimo kakšne uvide, ne, in v bistvu ta narava res odpira, ne, nas. In točno to, ti ljudje, ko sem jih zdaj spoznala, pa pojma nisem imela, kdo bojo, jaz sem se pustila voditi, da sem potovala po Sloveniji, mi je bilo noro odkrivati nove kotičke, ampak ti ljudje tudi niso vsi vedeli, kaj pomeni, ali pa da imajo rodovno posestvo, pa niso vsi po tej knjigi brali, so intuitivno sami ustvarjali narava in bolj, ko so delovali z zemljo, bolj se jim je krepila intuicija in bolj so, jaz jih vidim kot skrbnike tega prostora, ker so intuitivno pripeljali ven vse te elemente, ko je v resnici tudi pol opisuje ta koncept rodovnega posestva, ne da bi niti vedeli. Se pravi, njihova intuicija se je krepila in ta intuicija se z odnosom zavestnim do narave nam res krepi. Neverjetno, ne. Dajva še kakšno povedati o samoskrbi oziroma soskrbi, mogoče kakšne so razlike, povezave? Ja, to sem tudi na tej poti odkrivanja spoznala, ker ti ljudje vsi si želijo v bistvu svojo hrano predelovati in jo tudi pridelujejo v neko mero in to je vse ekološko, organsko, tu ne gre drug koncept zraven sploh, ampak mi je pa nekdo prav iz te zgodbe, ko so zelo različni ljudje, od mlajših do starejših, sestre, bratje do družine, tako. Eni so zelo samooskrbni že, ampak nikoli ne moreš še biti v tem času čist samooskrben, ne moreš. In zaradi tega, ker nismo še toliko daleč, ne. Tudi zemlja potrebuje nekaj časa, da vse to vzpostaviš, tak ekosistem. In mi je bilo zelo to lepo videti, ko je nekdo mi rekel, prav iz te zgodbe, Miha je rekel, veš, jaz ne vidim, da bi bili samooskrbni, ampak se mi zdi bolj ključen koncept sooskrbni, ker jaz pridelam tu mogoče malo viška in ti pa nekje drugje in si lahko to izmenjava. In ne moramo biti še čisto samooskrbni, smo pa lahko sooskrbni. In jaz to vidim, da je Slovenija ima še ta del, da ne bomo vsak posebej samooskrben, če pa se odpremo sodelovanju, povezovanju, potem pa vidimo, da imamo lahko dovolj in da smo lahko zelo lepo sooskrbni in to pomeni tudi tako, se mi zdi, da se podpiramo en drugega in da moj celoten ekosistem podpre tvojega, sobivata v nekem sožitju, to ustvarja. To se zdaj tako sliši, mogoče pravlično, pa ni, ne, ker je možno, ne? Je možno. Jaz sem zdaj doživela, da je možno in so sicer različne zgodbe, ampak je možno in že to, da veš, da je možno. To je veliko, ne, in to je ta protivtež temu kapitalu in temu te neki umetni hrani, ki ne hoče vsiliti te multinacionalke, ne, da v bistvu gremo v ta prvinski stik in jaz zaupam, da nam bo to še omogočeno, ne, da nas navdo. Jaz tudi, jaz moram priznati, da imam zdaj upanje in zaupanje, zaradi tega, ker vidim, koliko zgodb je takih, ki jih prej niti nisem jaz obiskala 11 zgodb. 10 jih je zapisanih, ker sta 2 pač v enem samem obisku bile in so tako tudi zapisane, ampak po izdaji knjige je do mene prišlo toliko ljudi, mladih, ki že to ustvarjajo ali pa ki so zdaj na prehodu, da bojo to ustvarjali. Jim je dala knjiga kot nek poriv, da sem jaz jokala od ganjenosti, da je tega več, ko mislimo in da je tako upanje in svetloba
prisotna v naši deželi in še vedno Slovenija ima še vedno živo to vrtičkarsko kulturo. Veliko ljudi ima neke domačije in iz tega, če pristopimo na pravi način, se mi zdi, imamo res ta potencial, da uspemo. Odlično bova nadaljevala, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu naše oddaje Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije, z menoj krasna izjemna sogovornica Andreja Cepuš. Pogovarjava se torej o rodovnih posestvih na Slovenskem in sedaj bom prebral njen zapis in potem bova iz tega izhajala. Torej, v času, ko kot družba stojimo na razpotju in iščemo poti, ki bi nas vodile k bolj trajnostnemu načinu življenja in sožitju s sabo, drugimi in s planetom, stremimo za velikimi sistemskimi premiki, rešitvami in duhovnimi razsežnostmi. A pozabljamo, da se največje spremembe lahko naredijo v preprostem načinu življenja in da se največja duhovna spoznanja skrivajo v preprostem stiku z rodno grudo, brez filozofiranja. Ja, to je res lepo se me je dotaknilo, iz članka v Sensi ste imeli pred časom. Mogoče kako ti vidiš mogoče tudi Slovenijo kot vrt ljubezni, kot nek ocean te vibracije ljubezni, izvorne kode. Tukaj so zelo menda močne energije pri nas in imamo to, tako kot smo že omenili, to srčno vibracijo, to srčno kodo, zelo močno v sami državi. Kako vidiš to vizijo Slovenije za naprej? Ja, res vidim, da imamo v Sloveniji še zelo živo to srčno, prvobitno srčno iskro. In ta ima velike veze z naravo okrog nas. Mi zdi, da slovenska narava tudi še nosi živo to, ne znam opisati drugače kot eno prvobitnost. In Slovenijo vidim v tej njeni majhnosti, pa hkrati veličini, preprostosti, prav kot nek vrt ljubezni, zaradi tega, ker prvič nosimo živo to srčno iskro kot srčna neka, ne vem, če je čakra srčna, ampak naša vibracija pa je srčnost v Sloveniji. In je povezana, energija, in je povezana z naravo okrog nas in še vedno je živa ta vrtičkarska kultura. In če to razširimo na celo našo državo, dobimo eno tako nekaj, kar raste živega, kar nas hrani z zdravim, kar nas plemeniti kot ljudi, kar nas povezuje, kar daje neko dobrodejno noto in to je vrt ljubezni. In vidim Slovenijo, da ima potencial postati vrt ljubezni. In dejansko, kaj se pa danes dogaja na teh posestvih? Kaj je tisto ključno, kar je mogoče za poudariti, kar res še bolj povezuje ljudi? Kaj je tista najbolj pomembna mogoče dejavnost ali pa kaj vse potem poteka tam? Recimo, če lahko pišeš en dan, kako poteka, ko si tam? Tako, za tiste, ki še ne poznajo. To je zelo odvisno od posestva do posestva, ker so zelo različne zgodbe. Eni so zelo družinske, so bolj zaprte in je to dan kot pač kot bi mi šli v službo. Tam, eni so še, bom rekla, nekdo je še vpet v sistem tako, normalno pač, da hodita v službo, oče in mama, ali pa samo, to so zelo različne zgodbe. Nekateri ne, so morali pustiti, če se hočeš v celoti posvetiti temu, recimo poznam par, ki je pač šel ven iz sistema, da lahko samo ustvarja posestvo. Je veliko dela, od jutra do večera je delo na takem posestvu. Ker če ti hočeš vse obdelati, če hočeš, da ti to vse nekako v nekem doglednem obdobju začne delovati za tebe, ker načeloma je mišljeno, da imaš čim manj dela, ampak rabiš čas za to, ker smo zdaj v nekem prehodu. Ti ljudje se zdaj učijo teh starih znanj, ki so nekoč bila živa. Veliko jih je rekli, da šele zdaj vidijo, koliko pojma nimamo več v starih znanjih in so se nazaj z naravo učili. Že sam kako posaditi drevesa, koliko vrst obstaja. Po drugi strani pa nekateri šolajo otroke doma in imajo stik živali so tudi ključen del tega in so z živalmi povezani.
Ena posestva so odprta v smislu, da lahko ljudje pridejo gor pogledat, ne, in sprejemajo ljudi in jih popeljejo skozi svojo zgodbo, tako kot živijo tam. Ves čas je tam imaš opravka z nečim. Tam ne rabiš telefona, ker enostavno pozabiš na to, da ga imaš. Nimaš televizije, ker je ne rabiš, ker imaš pred sabo vse druge stvari, otroci. Mi smo zdaj izvedli celo poleti 3-dnevni tabor za otroke kot pilotni projekt na 2 posestvih in smo imeli lepo skupino otrok in v bistvu otroci so bili zaposleni so se spoznavali spet z elementom zemlje, ognja, zraka, vode. To je bilo čudovita izkušnja, ker noben od njih ni pogrešal ne telefona, ne ničesar, ker enostavno ta stik, takoj so otroci noter, takoj to spodbudijo, ne rabiš nič drugega, rabiš malo stvari. Da niso skozi na teh telefonih, računalnikih. Teda v bistvu hočem reči, na teh posestvih se dogaja veliko stvari in zelo je pestro, kreativno, raznoliko, hkrati so pa tudi eni imajo odprte, lahko prideš, imajo, ne vem, ena ženska ima meditacije vodi v svojem prostoru gor, nekdo ima, ne vem, druge stvari, skratka, več stvari se lahko dogaja. Eno sprejema ljudi, drugi ne, nekatere posestvo celo preživlja, eno preživlja že v čisto osnovi to posestvo, ima apiterapijo, ima poseben sistem, čebelje panje v 7-kraki zvezdi postavljene, kar je Tesla generator, recimo. To so močne zgodbe. Eni pa imajo res za samooskrbo več ali manj. Tako da zelo različne stvari. Odlično, odlično. Ja, ne vem. Zdajle se mi je še utrnilo, ti si zelo močna iniciatorka, pobuda, Glas Celjan, Glas Slovenka, mi smo že posneli eno oddajo 21, o tem glasu med to korono, ne vemo, kaj vse se je dogajalo, si prebujala si z glasom, pomagala odpirati ljudi in tudi povezuješ ta poslovni svet in nekako ta duhovni svet in gradiš nek most. Kako ti to uspeva? Kako, mislim, to je res lepo, ne? Ja, ne vem. Kako mi uspeva. Ampak ja, čutim, si rekel Glas Sloven, res smo odpirali glasove in zdaj pa jaz dajem glas temu vrtu ljubezni in temu. V neko mero vse je povezano, kar se mi zdi, se sam nadgrajuje. Povezujem, ker enostavno čutim, da jaz sem to, kar sem povsod v vseh svetovih. In se mi zdi, da izključno na ta način lahko nekako gradiš most. Stojim trdno v enem svetu in stojim še bolj trdno v drugem, ali kako naj rečem. Bi rekli, da imaš balans in zgoraj in spodaj nekako, ne? Si prizemljena. Mogoče, ja, sej so izzivi, ker se počasih počutiš, jaz v tem delu sem se počutila čisto v drugem svetu in sem rekla, aha, to je ta nov svet. Jaz sem zdaj čisto noter in se mi je zdel drug svet kot iluzija in se mi to vse bolj zdi. Ampak hkrati vidim, da v bistvu sem skupaj, da moramo nekako to združiti, da povezovati, graditi mostove, da bo več ljudi lažje šlo, naredili prehod na ta način. In verjetno je to moje poslanstvo, da lahko to naredim, ker se mi je to preko te poti začelo še bolj močno odvijati. Nekako tudi recimo zelo veliko ljudi iz mojega delovnega mesta, iz službe vsakdanje, je prišlo zdaj pogledati ali je vzel knjigo, jih je knjiga se dotaknila, smo celo šli z podjetjem na eno od teh rodovnih posestev, tako da smo odstrli ta vidik in je bilo super sprejeto. Odlično, tako da se tudi ta poslovni svet počasi odpira. Ja, ker se mi zdi, da je nujno, da bomo v tem hitrem vsakdanu nujno potrebovali balans in brez tega veliko ljudi več ne zmore. Izžeti so, smisel so izgubili, duša jim trpi in bolezni je ogromno. In ljudje bodo začeli spoznavati, da je nujno, da to ni več nekaj alternativnega, nekaj ezoteričnega, nekaj da je to življenje, ampak da je to življenje in da nam ta del manjka. In ta svet nam lahko ta del nazaj pripelje, če ga le sprejmemo. Če le odpremo srce, si dovolimo ta del sprejeti, ker nam bo vrnil smisel. Definitivno, ja. In ta smisel je tudi ključen, da smo mi lahko srečni, da delamo tisto, kar delamo, kar čutimo srcem. In
potem lahko prinašamo družbi ljudem, a ne, in potem to osmišlja tudi naše bivanje tukaj, ne, saj zame je tako, ne. Ja, in tudi za mene. Tudi, a ne. Ker meni to daje tudi smisel, da vem, da prispevam neki družbi, da v bistvu čutim, da lahko to delim, dajem, da stojim za nečim, v kar verjamem, ampak ne jaz osebno, ampak nekaj, kar je širšega dobrega, kar moramo malo vizionarsko tudi gledati na stvari. Tako, ne, rabimo biti, če čmo kaj premakniti, se mi zdi v družbi, mi rabimo biti vizionarji, Ja. rabimo videti stvari vnaprej, ne, Ja. in potisniti včasih, a ne, v neko smer, zato da se zadeve odvijajo, ne. In to lahko, ta del vizije pa lahko dobimo samo, kadar smo v tišini, v miru. Tako. In narava nam daje to priložnost, da moramo se pa zavestno odločiti za ta en korak. Pa tudi, če je majhen, tudi če je to en sam stik z eno lončnico v našem bloku v stanovanju. Ni treba, da imamo vsi zemljo. Eni jo mogoče nikoli ne bojo imeli, ampak zavestno razvijati stik z naravo, pa tudi čez eno samo rastlino doma, pa pač iti v naravo, kjer je nam najbližje, pa to razvijati, to nam bo krepil ta stik. Tako, odlično. Čas se nam je nažalost iztekel, samo Ja. še eno vprašanje bova dala, ne, za tole krasno knjigo Vrt ljubezni, a ne. Kaj od tistega, kar sva povedala, kaj bi bilo neko nagradno vprašanje, bomo potem na Facebooku Ljubljana TV postavili, pa bomo enega potem izžrebali, ki bo dobil to krasno knjigo. Super. Ja, tako da mogoče eno vprašanje od vsega, kar sva povedala, karkoli se ti mogoče utrne, tako da ni niti pretežko, niti čisto prelahko. Pa mogoče lahko naštejejo kakšne 3 elemente, ki jih na rodovnem posestvu, ki naj bi jih vsebovalo rodovno posestvo. Recimo, Okej. da ne, Tako. od tega, kar smo povedala, pa kjer bi bil pa njihov, mogoče da vsak pove še en svoj delček, no, kaj bi si on želel na rodovnem posestvu od eno rastlino vzgojiti. Super, no evo, ste slišali, a ne, tako da komentirajte na objavi, ko bomo dali, a ne, na Ljubljana TV Facebooku in potem bomo nekoga žrebali. Tako da, Andreja, res hvala ti, moj poklon, spoštovanje za vse, kar si, vse, kar delaš, res lepo, tako da nič, pogumno naprej, če bi še mogoče kakšno zaključno misel za gledalke, gledalce želela predati. Najprej hvala lepa, Dejan, in hvala tudi tebi za to, kar delaš in poslanstvo širiš. Za zaključno misel bi mogoče rekla samo en stavek, da naj vrt ljubezni raste in cveti v nas in okrog nas. Odlično, hvala. Hvala. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije. Ja, bodite v stiku z naravo, ohranite povezavo sami s seboj in se vidimo prihodnjič.